V povedi Taja gre domov bomo skupaj določili besedne vrste. Najprej poiščemo glagol. Glagol nam pove, kaj se dogaja oziroma kaj kdo dela. V povedi Taja gre domov je odgovor na vprašanje, kaj dela Taja, gre. In torej je gre glagol. Kot smo se že naučili, glagolom določamo osebo, število in čas. Najprej določimo osebo. Pri določanju osebe si pomagamo tako, da pred glagol postavimo ustrezen osebni zaimek, v našem primeru ona, torej ona gre. Osebni zaimek ona je v tretji osebi, zato je tudi glagol gre v tretji osebi. Iz oblike glagola je razvidno, da gre ena oseba, torej Taja, zato je glagol v ednini. Prav tako iz oblike glagola lahko razberemo, da gre za dogajanje v sedanjem času in ne v preteklem ali prihodnjem, zato je glagolski čas sedanjik. V katero besedno vrsto sodi Taja? Z besedo Taja je poimenovana oseba. Mi pa že vemo, da so besede, ki poimenujejo osebe, živali, rastline, predmete in pojme, samostalniki. Taja je torej samostalnik. Določimo mu spol, število in sklon. Taja je ženskega spola. Pomagamo si lahko z zaimkom tista. Ker gre očitno za eno osebo, je samostalnik v ednini. Da besedi lahko določimo sklon, pa moramo prej dobro poznati sklone in njihove vprašalnice. Kako se vprašamo, da za odgovor dobimo Taja? Kdo ali kaj gre? Vprašalnica kdo ali kaj sodi k imenovalniku, torej je sklon besede Taja imenovalnik. Določimo še besedo domov. Po njej se vprašamo, kam gre Taja. Vprašalnica kam je značilna za krajevni prislov, s katerim pojasnjujemo krajevne okoliščine dogajanja. Beseda domov je torej prislov in sicer krajevni prislov. Določimo besedne vrste še v povedi Zjutraj sva te videla. Kot v prejšnjem primeru bomo tudi v tem najprej poiskali glagol. Besedna zveza, ki v tej povedi poimenuje dogajanje, je sva videla. Zelo pomembno je, da vemo, da je glagol v pretekliku in prihodniku sestavljen iz pomožnega glagola biti in deležnika na l, torej iz dveh besed. Zato glagol ni le videla, temveč sva videla. Pa ga določimo. Pri določanju osebe si spet pomagamo z osebnim zaimkom. Midva sva videla. Glagol je v prvi osebi. Midva sva dva, torej je število dvojina. Iz oblike glagola sva videla lahko razberemo, da se je dejanje že zgodilo, zato je glagolski čas preteklik. Učenci večkrat delajo napako, ko k glagolu poleg pomožnega glagola biti priključijo tudi osebni zaimek. Torej, marsikdo bi rekel, da je v našem stavku glagol sva te videla, kar pa ne drži. Glagol je sva videla, beseda te, ki je vmes, pa je osebni zaimek. Te je naslonska krajša oblika osebnega zaimka tebe. Pa določimo osebni zaimek. Določamo mu osebo, število in sklon. Te, tebe je druga oseba, ker gre za enega človeka, je število ednina, sklon pa tožilnik, saj se po tem osebnem zaimku vprašamo, koga ali kaj sva videla, ta vprašalnica pa je tožilniška. Ostala nam je še beseda zjutraj. Po njej se vprašamo, kdaj sva te videla,
Z vprašalnico kdaj se sprašujemo po časovnem prislovu, s katerim pojasnjujemo časovne okoliščine dogajanja. Zjutraj je torej časovni prislov. Pa še zadnji primer. Besedne vrste bomo določili v povedi Janovo zgodbo boste slišali tretji dan. Najprej bomo določili glagol. V tej povedi je glagol boste slišali. Spomnimo se, če je glagol v pretekliku ali prihodniku, je sestavljen iz dveh besed, pomožnega glagola biti in deležnika na l. Pri določanju osebe si spet pomagamo tako, da pred glagol postavimo ustrezen osebni zaimek. Vi boste slišali. Osebni zaimek vi je druge osebe in tudi glagol boste slišali je tako v drugi osebi. Število je množina, saj bo slišalo več oseb, iz oblike pomožnega glagola boste pa razberemo, da se bo to zgodilo v prihodnosti. Koga ali kaj boste slišali tretji dan? Zgodbo. Zgodbo je samostalnik ženskega spola. Če vas moti končnica o, naj vas spomnim, da je pri določanju spola, če nismo prepričani, najbolje besedo postaviti v imenovalnik in pred njo postaviti zaimek, v tem primeru tista, torej tista zgodba, ženski spol. Pa še sklon. Koga ali kaj boste slišali? Zgodbo. Vprašamo se s tožilniško vprašalnico, zato je sklon tožilnik. Beseda Janovo je pridevnik. Spomnimo se, pridevniki označujejo lastnost, vrsto ali svojino samostalnika, ob katerem stojijo. Po tem pridevniku se vprašamo, čigavo zgodbo boste slišali. In ker se z vprašalnico čigav sprašujemo po svojilnem pridevniku, je beseda Janovo svojilni pridevnik. Pri pouku ste že izvedeli, da se pridevnik in samostalnik, ki se nanašata en na drugega, ujemata v spolu, številu in sklonu. Tako lahko te tri kategorije prepišemo od samostalnika zgodbo. Pomaknimo se proti koncu povedi. Beseda tretji je vrstilni števnik. Po njem pa se vprašamo, kateri po vrsti tretji. In še na koncu, dan, je samostalnik moškega spola, ednine, v imenovalniku.